Spoštovane dame, spoštovani gospodje, se lepo pozdravljeni na nocojšnjem pesniškem večeru, posvečene ob izidu pesniške zbirke Neže Zajc, slovenistke in rusistke, ob izidu pesniške zbirke z naslovom Igla v mraku. V mrku, pardon. Se že dobro začel. Večer bo potekal pač v okviru našega niza dogodkov humanistične korespondence, ki organizira Inštitut Nove revije in pod njegovim okriljem delujoči Forum za humanistiko v sodelovanju z Novo univerzo. Za glasbeni uvod v nocojšnji večer smo slišali zbor iz Hendlovega oratorija Judas Makabeus. Na violončeli sta igrali Zrinka Vlašič in pesnica Neža Zajc. Zdaj pa bi, prosim, Nežo Zajc, da za uvod prebere pesem Čakam te iz pesniške zbirke, ob izidu katere smo se nocoj izbrali. Pesem Čakam te iz cikla Oče naš, ki je posvečen pesničnemu dedu Danetu Zajcu. Čakam te. Čakam te od prvega dne. V očetovem domu posvečeno bodi tvoje ime, v prostranem krogu, kjer osebe ne spe, v oblekah, izpisanih prekratkih niti, po praznih posteljah bdijo, ko tebe ni. Čakam te. V izsušenih strugah, kjer življenje cveti, na potovanjih brez sonca, kjer nič več ne oživi, čakam te v razmerjih izmolka, kjer zadnja glasba mre. V znanih voljah nehrepenenskih, ko prvi sneg naletava v oči in tebe več ni. Čakam te. Posleda me na ponoči pod pročeljem hriba ob žalostnem vznožju, do belega jesenskega večera, kjer ti si. Ob tej priložnosti bi se dobiral Inštituta vseh organizatorjev zahvalil tudi Slovenski matici, da je bila pripravljena gostiti ta nocojšnji pesniški večer. In zdaj bi prosil tajnico Slovenske matice, komparativistko in filozofinjo, dr. Ignacijo Virl, da spregovori nekaj pozdravnih besed. Spoštovane, spoštovani, draga Neža, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni na petkovem literarnem večeru na Slovenski matici. V prostoru, kjer se je tako rekoč rojevala slovenska književna, slovenska znanstvena beseda, je pravi prostor tudi, da danes gostimo tako čisto poezijo, ki se vrača k samim izvorom jezika, besede, k temeljnim vprašanjem človekovega bivanja. Naslov zbirke Igla v mrku. Igla kot nekaj, kar lahko rani, kar pusti bolečino. Igla kot tista, ki lahko to rano zašije, pa vendarle ostaja brazgotina. O tem, o brazgotini življenja, o brazgotinah v človekovem bivanju, ki jih puščajo v nas vprašanja za smrtjo in pred njo, vprašanja življenja in smrti torej, spregovarja nam vsem draga Neža Zajc. Govori o samoti,
tisti pristni pesniški samoti, iz katere in v kateri pravzaprav se beseda rodi, spregovarja o temoti človekovega bivanja in vendarle govori z neizmerno lepoto. Nekje tam, kjer se beseda in glasba najdeta. Če smo na začetku meseca maja v bistvu predstavljali poezijo, v kateri je bil res živ in živeti dialog med enim in drugim filozofom. Danes gostimo pesnico, ki prav tako odpira dialog, ampak dialog v človeku, v človekovi notranjosti, v globokem pogovoru sama s seboj, nagovarja vse. Večnost in minljivost, lepoto in manj lepe strani bivanja. In če sem začela z metaforo igle, naj s to metaforo, ki jo je opisala pesnica v sam naslov svoje pesniške zbirke, tudi zaključim ta pozdrav. Imamo namreč frazo igla vseeno in lahko rečem, da je ta pesniška zbirka v slovenskem pesniškem prostoru v svoji globoki iskrenosti, v iskanju tiste točke, kjer se poezija in filozofija, kot pri starih Grkih, znova združita v eno, tako zelo, zelo dragocena in tako zelo, zelo redka. Zato, draga Neža, dobrodošla na Slovenski matici. Najlepša hvala, Ignacij, za te prečudovite besede. Hvaležna sem, da je ponudila ta prostor, ki ga preprosto cenim za današnji večer, za predstavitev te knjige, ki je pa išla pri Inštitutu Nove revije in se v tem trenutku iskreno zahvaljujem odgovornemu uredniku Tomažu Zalazniku in pa tudi predvsem Andreju Božiču, avtorju spremne besede, današnjemu našemu moderatorju in pa tudi uredniku celotne zbirke in ki je tudi edini najbolj budno bdel nad nastanjem te knjižice. Sedaj pa mislim, da je najbolje, da kar začnemo pogovor o tej zbirki, ki ga bom še enkrat odprla tokrat z prvo pesmijo iz te zbirke. Pesem je prva iz cikla Nemoč. Naslov pa je Manj. Zakaj vreden nisi lastnega verza strašne ponovitve, ne sebe obnovitve, kaj šele sebe opepelitve, le zrenjava stara imena, boleča stanja prednikov neumrljivih. Med njimi obstaja popolna, osamosvojena mašna podoba brez glasbe obsojena, da lepota je samostojna. Najlepša hvala. Hvala tudi dr. Fridlovi za njene uvodne besede. Zelo me veseli, da smo se danes tukaj zbrali ob tej knjigi. Neža je skromno imenovala knjižica, vendar je pač knjiga. Torej, Igla v mrku, ki nosi podnaslov knjiga miniatur. V bistvu Nežino delo, njeno delo kot rusistke in slovenistke se v marsičem tudi povezuje z njenim pesniškim delom. Ob tem morda velja poudariti, da je to pač pesničina druga
pesniška knjiga, ki je šla, prvenec je šel leta 2014 pri založbi Kud Logos s naslovom Ime gore. Veseli me, da se po 5 letih ponovno lahko govorimo. Zelo veseli, da gostimo tukaj v naši sredi dva, čeprav bi morali biti 3 gosta. To sta profesor dr. Dejan Komel, filozof in profesor na Ljubljanski filozofski fakulteti in pa je vodja programa na Inštitutu Nove revije in pa docent dr. Brane Senegačnik, klasični filolog, prav tako na Ljubljanski filozofski fakulteti, zaposlen kot profesor in morda tudi predvsem po svojem klicu kot pesnik. In se mi zdi, da je v bistvu lepo tukaj, ravno zato, kot je že bilo nakazano, da smo se zbrali ti, da bi nekako poskušali osvetliti to. Knjiga ima, seveda, kot vsaka pesniška zbirka, kot vsaka dobra poezija ima več plasti. In seveda je, danes smo se zbrali nekako, da strnemo vsaj prve vtise o branju. In bi v bistvu težko, bi bilo fino, če bi nam uspelo v pogovoru načeti nekatere temeljne teme, ki sežejo v srce te pesniške zbirke oziroma teme, ki govorijo iz srca te pesniške zbirke. Pa bi, ne vem, morda kar za začetek prosil vsakogar, da, ne vem, morda začne s tem prvim izkustvom prvega branja, kako in kaj je vaju, recimo, o branju pesniške zbirke nagovorilo. Poezijo vedno berem, skušam brati najprej kot, kako bi rekel temu, pesnik na drugi strani. Pesniki ne pišem, ampak skušam dojemati ne z mislijo na to, kako bi jo opredelil, ampak se skušam odpreti ali na nek način izročiti potem, ali je pa takšen pristop smiselen ali ni smiselen, pa seveda vidim, za kakšno poezijo gre, oziroma ali sploh gre za poezijo v tistem smislu, kot jo sam iščem in želim. Ko sem vzel v roke to knjigo, ko mi jo je pesnica prijazno poklonila, mislim, da je bil to eden prvih izvodov. Sem že vnaprej nekako pričakoval, seveda, da to bo poezija, nisem imel tega dvoma. No, ta pričakovanja so se pa seveda več kot potrdila v branju. Zdaj, kaj govoriti o poeziji? Mislim, da ima Pablo Neruda nek vers, ničesar nisem povedal, če nisem povedal vsega. Kar je seveda paradoksno, se ne moreš vsega povedati, kaj sploh je vse. Ampak v resnici se mi zdi, da je to globoka resnica, poezije vsaj. Jaz mislim tako, in uporabljam ta izraz lirične poezije, ki dejansko vsakokrat skuša povedati vse in je v bistvu paradoksna. Paradoksna je v tem smislu, ker išče stik ali pa ustvarja stik z nečim, česar v bistvu ni mogoče jezikovno opredeliti, čemer pravzaprav ni mogoče v resnici govoriti tako, kot govorimo o običajnih stvareh življenja, ki so vedno nekako manjše od celote, v okviru katere razmišljamo, zato jih sploh lahko opredelimo, se v njih pogovarjamo. V poeziji pa vsaj še enkrat bom rekel, v obzorju mojega dojemanja in moje dojemljivosti je pa poezija tisto, kar pravzaprav to obzorje presega in je bistveno pravzaprav povezana s tem. Paradoksnost poezije in njena, recimo temu preprosto, pogosta nerazumljivost mnogih lirskih govoric, ni pač zato, da bi bila nekakšen rebus, ki bi ga morali bralci razreševati in racionalno to
torej kodrati možgane ob njem, ampak je motiv tega seveda oblikovati stik, oblikovati možnost vsaj dotika tistega, kar horizont takšne zajemajoče, obvladujoče govorice presega. In mislim, da je ta poezija Neže Zajc v zbirki Igla v mrkost cela takšna. Zelo se me je dotaknila, ampak jaz vedno berem poezijo po pesmih, grdo rečeno po kosih. Mislim, da ima Miguel de Unamuno neko misel, da je velika iluzija, če kdo misli, da lahko prebere več kot 3 dobre lirske pesmi v enem večeru. Prebereš jih seveda lahko, ampak v tistem smislu, v katerem je poezija nastala, v katerem ne bi delovala taka pesem. Bral sem torej počasi, ne z namenom, da preberem, ker tudi mislim, da se poezije, pač lirične poezije nikoli ne prebere, tako kot se glasbe ne preposluša in potem jo pač nehaš poslušati. Veliko je v tej poeziji, po mojem, ravno tega paradoksnega. Zelo mi je bil všeč tudi podnaslov, da gre za knjigo miniatur, ki je ne dojemam samo kot recimo nekega izraza kultivirane skromnosti avtorice, ampak v bistvu nekaj, kar opredeljuje to govorico, ki sicer govorijo večinoma o zelo velikih stvareh. Uporablja tudi tiste besede, ki se jim marsikateri tok sodobne poezije, recimo tako bom rekel, literarno korektno izogiblja, češ da so prevelike besede, da ne sodijo več v naš svet in podobno, kar seveda so meni osebno nesmisli. Ta poezija je pa v njej veliko takšnih besed, pa kljub temu je na neki način drobna, na neki način učinkuje, torej prosim, moje branje, moja izkušnja je takšna, na nek način fino sešita, ampak bi rekel eksistencialno sešita. Mislim, da se je izredno dobro približal tej poeziji Andrej Božič v Spremni besedi, ker je bolj kot, da bi popisoval zunanje oblike in zunanje značilnosti te poezije, šel za tistim, kar ta poezija pravzaprav je, želi biti. In to je to fino eksistencialno tkanje iz zelo, po mojem, zelo osebnih izkušenj, ki so včasih bolj odkrito takšna, tudi čustveno direktna, vedno pa tako miselno zasnovana, da se dotikajo tistega zadnjega obzorja, o katerem sem prej govoril, ki je, jaz tako čutim v pesničini Orbiti ali njenem obzorju transcendentno, tudi religiozno intonirano, ampak na tak način, ki je, bi rekel, univerzalen, ker je to presežno pač kot takšno, če je zares presežno, je neizrekljivo. In skozi te fine, ampak tudi ostre, boleče stkanja, pa se šite vzorce, se mi zdi, da se svetlika nehoma to, ali pa morda ne svetlika. Tudi to je ena od paradoksnih opredelitev te poezije. Mogoče je za vsem skupaj velik mrk, tudi mrk smisla, mrk sveta, ampak kaj pomeni beseda mrk? Mrk jasno asocira temo, vendar ne asocira nujno dokončne teme. Mrk je običajno nekaj začasnega pravzaprav, vsaj v astronomskem, kako se reče prav v tem smislu, vendar seveda lahko govorimo tudi o drugih oblikah mrka. Martin Buber je napisal zelo zanimivo knjigo Mrk Božjega, v kateri govori prav o, bi rekel, nadnem ugašenju ali ugaslosti horizonta Božjega, občutljivosti za Božje v
pač njegovem času, to se pravi v 20. stoletju, v sredini 20. stoletja ta knjiga je šla. Izjemno subtilno pisana knjiga, zato jo tukaj asociiram, ne ker bi želel zdaj preveč filozofirati okrog tega, ker je to poezija, ampak finost občutja in obenem globina, pa pristnost mi je priklicala že kmalu v branju to knjigo. In igla, tako kot je zelo precizno, po mojem, to Ignacija povedala v uvodu, je prav tako bogata z asociacijami, bolečimi ponavadi, ampak lahko tudi odrešilnimi in obenem je v besedi igla pač nujno neka finost, neka tenkost, ki se v mrku, ta beseda pa meni vedno asocira nek horizont, obzorje, v bistvu zelo drobno zalesketa, pa hkrati najbrž tudi izgine ali pa ne izgine. To je pač veliko vprašanje, to je ravno poezija. Paradoks pač, ne. In ti paradoksi, no, ta temeljna paradoksnost, pravzaprav je po mojem za vso umetnost zelo značilna, za vso, jaz bi rekel, no, tem, kar je po mojem mišljenju veliko umetnost, vse tudi melodija, ki je bila zaigrana na začetku, je iz Jude Makabejca, ki je v bistvu herojski lik in je to herojski oratorij See the Conquering Hero Comes, mislim, da je ta spev nekoga zbor poje. Melodija je pa v bistvu, vsaj jaz jo tako dojemam, izjemno lirična in topla, ne, na nek način. Ne asocira najbolj junaka, vojaka, kakršen je bil Juda Makabejec. Ampak to je mogoče eden od neštetih utrinkov tistega paradoksnega vse, ki ga izreka umetnost. In to, ta tenak tok, ki pa je vendarle izjemno gost zaradi, bi rekel, eksistencialne intenzivnosti, sem pač čutil ob branju te poezije na neho. Hvala. Hvala za besedo, čeprav poezija je taka vrsta govorice, da je ta zahvala za besedo zmeraj izrečena z določenim spoštovanjem, če ne celo za določeno zadrego, kako govoriti o poeziji, kar je verjetno tudi bilo izhodišče od Braneta. Torej, tu seveda se takoj ponujejo vsi možni konteksti interpretiranja in podobnih prijemov, kritičnih in drugačnih, ki smo jih navajeni, ki imajo tudi svojo družbeno vlogo, ampak seveda tisto, kar pa tvori samo branje poezije, pa pomeni seveda eno posebno zbližanje samo govorico, ki seveda je takšno, da govorica ne dopusti, da z njo kakorkoli nekako postopaš, ampak ti narekuje tvoje stopinje. In to stopanje potem v poeziji seveda odpira horizonte, ki niso taki prevodni, da bi recimo lahko poezijo v nek filozofski ali druge vrste jezik jo prevajal, ampak se tu dogaja nek pravzaprav prevod neke govorice, v tem primeru slovenske, same v sebi. Torej, mislim, da ima ta zmožnost prevajanja v govorici, ki se najbolj izrazi s poezijo, mislim, da ima absolutno prednost pred kakršnokoli interpretacijo ali drugačno prisvojitvijo. In to je tudi tisto, kar
primarno odpira horizonte poezije, obzorja poezije. Torej, verjetno se o tem danes ne govori, ker so ti horizonti seveda zapolnjeni z razne vrste jezikovne in slikovne ponudbe, tako da se poezijo kvečemu obravnava kot enega od primerkov tega, ne pa tistega, ki seveda določenemu jeziku na podlagi njegove zmožnosti, da se prevaja najprej samega v sebe, potem pa v druge jezike, primarno odpira horizonte. Torej, zaradi tega pravimo, da je pravzaprav, kot reče Gadamer, govorica sredina sveta. Brez tega mi nimamo neke temeljne nošnje. Zdaj, tisto, kar sem ob srečanju za poezijo Neže Žrajc, torej tiste skupinje, ki sem jih opravil, je pa seveda potrebno večkratno stopanje, da se človek pomudi natančno, torej v samem izrazu, je seveda ena, bi lahko rekel, notranja poglobitev, ki je take vrste, a ne, da skuša seveda doseči tisto najdaljnejše. Torej, mislim, da je ta govorica razpeta v tem obzorju, ki je potem v naslovu zajeto z besedo mrk. Torej, tu sem bil sam, moram reči, zelo presenečen in seveda tudi zadovoljen, torej, da se uvodni nagovor pesnice začne z opredelitvijo mrkje epohe. Namreč, beseda epohe ima precejšnjo vlogo v filozofiji, torej, znana je raba te besede v smislu zadrževanja sodb, pri skeptikih, potem v novejši filozofiji jo uporabi Husserl. Heidegger govori o epohah bitni zgodovini. No, ampak prva raba te besede je uporabljena torej v grški astronomiji in sicer za označevanje medzvezdnih konstelacij. In zdaj, če je mrk povezan tudi z astronomskimi, seveda, to označuje določeno dobo. Prevod besede epohe bi bil doba, a pa meddobje. In seveda v tem primeru ne gre za kakršnokoli dobo, zgodovinsko, kakorkoli, ampak tisto dobo, ki seveda prehaja v pesniškem izrazu. No, in tu sem imel prejšnji teden eno srečno naključje, da sem se srečal z Nežo in sva imela tako en kratek, ampak zelo zanimiv pogovor, ki ga zdaj ne bom ponavljal, ampak mimogrede sva se dotaknila pravzaprav te dobe govorice, ki jo v teh pesmih najdemo. Torej, mimogrede sem jo omenil moje presenečenje nad besednjakom brežinskih spomenikov. In seveda, kot dobra poznavalka mi je pritegnila, da najdemo v brežinskih spomenikih pravzaprav neverjeten duhoven vnos, ki seveda se ni moral oblikovati kar tako, ampak je bilo zato potrebna neka doba, da je jezik to pot upravil. In zdaj seveda tu najdemo neke nagovore, ki so podobni, kot mogoče nas nagovarjajo brežinski spomeniki, torej zato sem bil zelo vesel njene sugestije, da mogoče brežinskih spomenikov ni treba brati kot molitvenega obrazca, ampak da gre za osebno priprošnjo, da gre za osebni nagovor.
Torej, kar bi se strinjal, jaz sam sem bil seveda bolj pozoren na ta filozofski del, ampak tu bi lahko tudi pesniški del seveda ga enako odobraval. No in zdaj, ko beremo poezijo v tej pesniški zbirki, se mi zdi, da to tkanje, seveda s to iglo, ki je tudi omenjena v naslovu, torej se nekako ta prevod jezika dogaja iz tega najstarejšega jezika v tisti, ki se sploh še ni, govorica, ki jo sploh še ni. Ta prevod v govorico, ki jo še ni, je verjetno pesniško najpomembnejši. Ob tem seveda besedi igla, ki nastopa v naslovu, mi je pa utrnila ena taka paralela, da po čem se najbolj spominjam igle, ne po pošivanju, pa da me je zbodla, ampak je padla na tla. Je to ta majhen zven, ki je to sprožilo, se mi zdi, kot da premika lahko vse. Torej, to sem bil še majhen, ko sem na to naletel. In en tak podoben odzven iz tistega notranjega v to najdaljnejše nazaj se mi zdi, da najdem torej v tej poeziji. Najlepša hvala. Zdaj se mi zdi, da sta oba zelo dobro nagovorila tudi to, kar sem jaz pač tudi skromno poskušal nakazati v spremni besedi. Ravno to, recimo, to široka razsežja sveta, ki se kaže v neki paradoksalni razpetosti med tistim, kar je presežno in tem, recimo, zemeljskim, nebesnim in zemeljskim. In kako se tu v bistvu poskuša, kako se nekako dogaja, ali pa poskuša pesniška govorica Neže Zajc nekako dati izraza temu prešivanju teh dimenzij. Tudi v tem smislu, kako si ti Dejan spregovoril o tem samoprevajanju govorice. Pa se tu ravno, se pa tudi ravno na tej točki samoprevajanja in prešivanja govorice naznanja tudi ta razsežnost, ki se umika izrekljivemu in izrekanju. In na to, po mojem mnenju, meče tudi posebno luč na samo vprašanje, lahko bi rekel tako grobo, vloge poezije, ta pomena poezije v današnjem svetu. Skratka na to. In mislim, da pesmi Neže Zajc, in morda bi tukaj pač povabil avtorico, da morda v tej razsežnosti nekoliko sama spregovori. Ravno ta avtopoetološka vprašanja, ki se iz tega prešivanja, tega končnega, neskončnega, večnega, se mi zdi, ki mu nekako poskuša avtorica slediti in mu dati izraz, se tudi pač v tej, recimo temu, bi se lahko rekli, epohi samo odstegovanja transcendentnega, kakorkoli bi se temu lahko pač poskušali s nekimi nezadostnimi, nepesniškimi besedami približati. Skratka, tem, kar imenuje mrk, kjer se pesem sama nekako pokaže kot tista igla, ki hkrati razpira to razseženje in ga hkrati tudi prevezuje. In morda je tukaj ravno to kar si ti omenil, da je ta zven igle, ki zazveni v jeziku v pesmi. Morda Neža. Ne vem zdaj točno, na kaj ne odgovorim o tej stari sodobne poezije. Mislim pa, da je še vseeno bilo zanimivo to, kar je Dejan omenil, kar vem, da si me ti nekako sem želel vprašati, ta soodnos med mojo znanstveno dejavnostjo in pa poezijo, kar mislim, da kot sem naletela na nekako, da morda celo koga moti, vsekakor pa intrigira in pa nekako spodbuja k tem, pač v razmisleku, pa bi mogoče
še zornega kota tega, kar je tudi Dan tako lepo omenil, te brežinske spomenike, o katerih so se zadnjič pogovarjala, ker je pa že res to tako rekoč moje osebno mnenje, da gre morda za neke notranje molitvene zapise, notranjih molitev, dobesedno osebnih in ne toliko za ta iskanja bogoslužnih in pa svetopisemskih in drugih referenc v tistem času. In v tem smislu pa poudarjam, da je to moje ravno zaradi tega, ker v znanosti take izjave nimajo mesta. Znanost pač temelji na tem suhoparnem sklicevanju na že dognana dejstva, ki so več ali manj plod tisočletji, bomo rekla, pa stoletji nekih znanstvenikov, ki so nekaj zapisali, potem se ti lahko kot nek suženj sklicuješ na nje in potem nekako razprava obstoji. V takem primeru pa je to tako rekoč nemogoče. Pri tem, kar sem, bom rekla, ker sem predvsem pesnica in znanstvenica, ampak je tako, ne. To sem premišljevala. Je tako. Ko pišem znanstvene stvari, se ne odtegujem temu, da bi bila pesnica. Pač pa lahko v mojih razpravah pozorni bralec zazna take ugotovitve, ki jih vem, da sama zmorem samo zgolj kot pesnica. Dočim pa obratno ni popolnoma res, kot je, mislim, da celo letošnji Prešernov nagrajenec za poezijo Jure Jakob, nič nima proti, ampak rekel je, da je na nek način poezija blizu znanosti. Ampak to kot raziskovanje. Pa moram priznati, da sama iz svoje lastne izkušnje lahko rečem, ker sem znanstvenica, on pač ni znanstvenik, da to ni čisto tako. Jaz pač, ko ustvarjam in tudi vsak pesnik, mislim, da ko zares ustvarjam, ni tukaj nič podobnega raziskovanju ali nekem znanstvenem preučevanju. Ravno obratno. Poezija zajema tisto področje, ki je res najbolj neizrekljivo, neizrečeno, nedoumljivo, hkrati pa še vedno ostaja v obsegu besede, besednega izraza. In prav zaradi tega fenomena morda obstaja literarna znanost, ne pa obratno. Zaradi te skrivnostnosti tega početja, kateremu se pač moram predati, če sem pesnica v trenutku pesnenja, obstaja še potem tisto drugotno raziskovanje, razmišljanje o tem, pač neko preučevanje, poskušanje spraviti v jezik razumljiv, čim več, čim bolj eksakten jezik. In v tem smislu seveda pa sta si spet moje dve dejavnosti zelo blizu, ker se zelo poskušam tudi v poeziji držati neke točnosti, čim večje natančnosti, in od to tudi ta igla, ta tankost izraza, ki edino more po mojem mnenju ganiti. To pa mislim, da po mojem mnenju sem si sama vedno živela tako poezijo, oziroma taka poezija se mi zdi v današnjem času in vedno je bila in vedno bo, ampak v današnjem času pa še toliko bolj edina vredna, zato ker človek postaja otopel, bodi si zaradi zunanjih, prevelike količine zunanjih efektov, ki smo jim vsem, na nek način smo vsi sužni tega, žal, bodi si pa zaradi svoje lastne vajenosti v tem življenju, ki slej ko prej, tako kot je Prešeren zapisal, slej ko prej koža
podplat postane. No in ta knjiga, moja druga pesniška zbirka, je v nasprotju s prvo, ki je imela morda nekoliko širši ta oblikovni razpon, mislim, ne širši, preprosto večjo epskost oziroma neko bila je pravzaprav zapisana s tem namenom, da ne bi bila nikoli tretirana kot pesniški prvenec, ker je že tista zbirka nastala po več kot 10 letih pesnenja. Ta pa, torej jaz resno pišem od leta 98, od leta 2005, torej to ni nobena skrivnost od smrti mojega deda naprej, pa pišem poezijo. Torej pišem že več kot 10 let poezijo. Resno pa pišem že od leta 98, ne bomo zdaj 4 let. Ampak to je tisto, kar je, in seveda ni skrivnost tudi, da moja prva pesniška zbirka ni našla ustreznega odziva v slovenskem prostoru. Zdaj pa ni ta zbirka, pa ni druga, ki je nastala po tisti prvi, ampak je tretja. Ta je nastala najbolj spontano od vseh. Pravzaprav, ko sem sestavljala v svojih zbirk, ki jih imam veliko neobjavljenih, je ta res nastala popolnoma spontano, tako, kot bi samo poskušala ujeti nekaj kratkih dahov slehernika v tem času. To je najmanj, kar sem lahko res dala od sebe, bom rekla. In te miniature pa po drugi strani še naj spominjajo na tisto preciznost resničnih miniatur v smislu rokopisnih marginalij, ker sama proučujem najstarejše rokopise, največ zaradi 16. stoletja, ampak tudi segam do brežinskih spomenikov in tam imajo namreč zelo veliko vlogo prav te marginalni zapisi ob robu. Včasih imajo te zapisi celo veliko večjo težo kot osnovni tekst, ki je ponavadi naj bi bil nekoliko znan, recimo svetopisemski ali bogoslužni ali nek znani himnografski. Tam pa gre za pravzaprav to eksegezo, za razlago, pojasnila, za včasih redko celo individualne zapise. Najlepša hvala za tako rekoč pogled v delavnico in pesniško delavnico, kar se redko dogaja. Hkrati pa tudi to, recimo v dilemi, pred katerimi se znajde nekdo, ki se na eni strani znanstveno ukvarja z literaturo, na drugi strani kot si išče svojo pot kot avtor oziroma avtorica. Moja izkušnja z branjem poezije ponavadi je tako, da pa tudi pisanjem o njej sam se pač s tem ukvarjam, da nekako ob vseh besedah, ki jih poskušamo izreči o kakšni pesmi, o pesmi, je navadno pač en najmanjši drobec enega dobrega verza odtekta vse tisto, kar lahko mi ob tem povemo. Tako da bi mogoče zdaj še enkrat prosil, da Neža da prevere še kakšno pesem, preden nas popolnoma tukaj bo spet morda zelo dobra. Ja, po eni strani pa tudi šivalni stroj. Ja, tukaj je šivanje, ročno šivanje, tam pa šivalni stroj, kot je rekel. Pa bi te prosil, če še kakšno pesem prebereš. Ja, še to sem želela povedati. Če bi bil danes moj večer, bi rekla, da je privilegij moj ta, da bi lahko govorila samo v verzih, ker mi je včasih res težko razvezati to govorico v prozno, v razumljivo in tako naprej. Tako da bom z veseljem kaj prebrala, če boste upam, da lahko še sledili kljub temu
hrup. Vsem je hudo. Ne. Mislim, mogoče v tem vašem kotu bolj, že tukaj se Soj. Ko sijanje čudno glasbe še vedno je prisotno, nesreče opojne v opotekanju edini napoveš skorajšnje. Zvonjenje čez sebe hrbet, čez nas večjo usodo, ki ne odveže zanke skrivnosti, nenajdevane reči, ki bi zategovale smisel okrog čarobne vsi. Ker ni vere teža čista, a lahkost snovi, s katero si in veš, da nisi. Najlepša hvala. Prva pesem iz cikla Oktoih ali Osmeroglasnik, to je drugače bizantinska himnografska knjiga, bila, ne, včasih, čeprav se še danes tako imenujejo v pravoslavju. Jaz sem jo prevedla kot Osmeroglasnik in to je prva pesem. Zakaj žalostno obrobje? Zakaj spremljam nebosvod, če v svetlobo se izboči vers? Zakaj v imenu Božjem, če goltanca mlačni prerez, blažji veter seče skaz? Se zapoznela ni replika šmarnic, ki ugasne v les, preslice na cerkvi dvojne, glasba premakne naprej v črkovanje Sredogorja, v zlogovanje, tišine, spovednice v kri, kane kaplja bolna, poslednja zaupna, zadržanost pred zrcalnostjo vrlin, radost, le v notranjosti občutna, pokvečena, prebledela usta zadnjega potovanja brez ljudi, saj med zadnjimi krajci leži že zarja malodušja, zavračanja, grehov vseh ljudi. Bi morda zdaj povabil publiko, če bi kdo hotel zastaviti kakšno vprašanje pesnici ali pa nam trem, predvsem pesnici. Ja, vse to. Potem bi se vam vsem zahvalil za vašo pozornost in za sodelovanje. Hvala profesorju Senegačniku in Dejanu Komelu. Tudi vam vsakemu posebej za vašo udeležbo na današnjem večeru. Seveda smo mi poskušali s temi našimi skromnimi besedami nekako odstreti nekaj malega, kakšno plast pesniške zbirke Neže Zajec. Vsekakor je tu še cela gora skrivnosti za odkriti. Zato bi vas pač v začetku vse lepo povabil k branju. Tukaj ta nujni korolarij, kako bi rekel temu, da lahko kupite knjigo tamle pred dverju. A lahko vas tri vsaka posebej nekaj vprašam? Ja. Prej rekla Neža, človek postaja utopel. Vi trije mislite res, da postaja utopel, on je utopel že, odkar je človek. Ni bil nič manj utopel.
Mislim, da jaz osebno mislim, da ta otopelost ni navezana na kakšno digitalnost ali pa na prav specialne take šivalne stroje, ki so bili prej omenjeni. Ampak da so vedno bili vzroki za to, da postane človek utopel. Mislim, če se spomnimo tiste prve primere, ne, v tistem kratkem času, ko vodnik išče na gori stik, da potem prinese 10 božjih zapovedi, ne. Če se utopelost razraste med vsemi, ki so išli iz Egipta, in tista utopelost je bila vedno v človeku. Mislim, da ni nič drugačne in mogoče ravno to, da poezija je od vsega začetka, ki je ena čistilna snov ali pa nekaj, kar gre proti tej utopelosti, je od vsega začetka potrebna in od vsega začetka nastaja. Zdaj, a vi mislite, da je to, na kaj bi bilo po vaše, recimo, ta utopelost pri človeku navezana? Na to, da je materialist prevelik ali pa? Na kaj bi bilo, recimo? Kaj mislite? Jaz sem nekako hvaležen za to vprašanje, ker sem pred kratkim času napisal en spis 500 let utopije otopelosti. Sem malo igral z besedami, utopija utopelosti, in sem skušal pač človeški utopični projekt, ne, ali ne je to revolucionaren, ali ne je to industrija, ne, ali ne je to. Zdaj pa je vprašanje, a je pesništvo tudi utopično, ne? Ali je to nek topos. Ne? Sem skušal, da pravzaprav rezultat tega je nekaj vrsta otopelosti v tistem, kar izraža beseda bitje. Ne? Tu v nekem verzu imamo omenjeno Sveto Trojico. En pesem, ki je pisana kot reminiscenca na Oče naš. In Sveta Trojica zadeva to, kar izraža naša beseda bitje. Ne? Vsak od nas je bitje. Ampak rečemo tudi bitje in žitje. Torej tudi vse, kar je bitje. Ampak tretje, ne, bi lahko rekli duhovno, ne, pa mi moramo še le postati bitje, ne, nam ni to dano, kot je žebelj. Žeblju težko rečemo zaradi tega bitje. In če ni tega, kako bi rekel, poskusa, da se zbližamo, ne, s tem našim bitjem, potem se mi zdi, da nastopi otopelost. Zdaj, od kdaj je to? Ne? Recimo, ena določba človeka je, da je ustvarjen po Božji podobi. Ne? Ali podoba, ne, kot neka statika, kaj narekuje podoba? Ali je podoba nekaj statičnega, ali je pa nekaj, kar se razvija? Ne? Torej, zdaj, če bi imeli, ne, to so bili že poskusi, da se nariše podoba podob. Ne. Rišemo podobe, ampak kako ne naslikamo podobo samo. Ne, mi ne pridemo, če gremo tako, ne pridemo do izvora podobe. Ne. Recimo poznamo podobo Kristusa, ampak če bi šli brskati, kje dobimo zdaj to podobo, ne, je ta izvir, tako rekoč, neizčrpen. Ne, zdaj, če je človek bitje, ki je ustvarjeno po Božji, tako razumemo, se pravi, v tem dinamičnem smislu, potem to ne moramo za... Ne. Torej, tu se začenja seveda en razmislek o tistem duhovnem v človeku, ne, ki naj bi ga nekako dvigovalo ali pa spuščalo. Kako pa Grki?
s tem začno Kako to utopelosti oziroma s tem kontriranjem Pri utopelosti. filozofiji je tako, kot je rekel, je mistec, takoj, ko se rodi filozofija, se rodi tudi zdrav razum. Torej, da stopi splošno mnenje, ki danes seveda je zasedlo celoten prostor, ne bi lahko rekli. In to je to, recimo pri Grkih, obstaja ta, kako bi rekel, zmeraj to, da se, jaz mislim, da tudi razumevanje pravzaprav političnega pri Grkih, ne, to, kar rečemo danes demokracija, ne, ni toliko povezano z volitvami in to, ampak da imaš ti občutek, da lahko nastopaš kot oseba. Torej, moramo vedeti, da Grki zaradi udeležbe v javnem so postali vse, ne, in ni bilo važno, da je bil obrtnik, koliko je služil, vse to, samo da bi imel besedo, toliko jim je bilo to pomembno. Ne? Torej, si ne moramo z današnjih pač karakteristik političnega tega predstavljati. Ne? Ampak tisto, kar je, recimo v tem smislu besede, ne, je ves čas nekaj že Heraklit, ne, rouči, pravi, pred vsemi izberem enega. Ne? Izbere te poloje, jih nekako okrca. Ne. Torej, se vidi to tenzijo pri njem. Ne. In to bi pri njem lahko bila neka vrste utopelost, pa utopija. Če pobranje verjetno, ki je Pindarja prevajal, mislim, da lahko... Ja, vse tako, kot sem rekla, no, en zornik, kot je ta digitalizacija, tako kot ste vi omenili. Rekla sem pa takoj drug zornik, kot je pa lasten vsakemu človeku zaradi, jaz sem to pa imenovala pretirane ustaljenosti, vajenosti v življenju, samem življenju, ki pač pride z letim, bom rekla. Jaz ne vem sicer, ker sama nimam te izkušnje. Jaz se ne čutim nikdar toliko ravnodušna, toliko neobčutljiva za vse, kar se godi, da bi lahko rekla, da pridem do stanja utopelosti. Nikoli mi ni dolg čas, čeprav sem veliko sama. Ne vem, nimam te izkušnje. Samo žal pa velikokrat opažam pri ljudeh zdolgočasenost, naveličanost, pa tudi to, odsotnost sposobnosti zbrati se, biti pozoren, sredotočiti se, poglobiti se. In v tem smislu se mi zdi, da je poezija hvaležna prijateljica tistega sodobnega človeka, ki je pač še sposoben se soočiti samim seboj. To. Pa še jaz, če že vedem prijazno pomagal besedo. Jaz ne vem, če sem danes rekel, da je zdaj bolj utopel človek, kot je kdaj prej bil. Mislim, da imaš v tem vprašanju prav meta, ta utopelost, izraze tega najbrž najdemo marsikje. Utopelosti za, ne vem, kaj bi temu rekel, za, če uporabim današnje termine, za kulturo, recimo, ne. Rimski pesnik Marcialis 1. stoletja po Kristusu, ki je sicer epigramatik, tako bolj družbeno angažiran pesnik bil, in je bil kar uspešen svojo poezijo, je dobil določene, bi danes rekel, nagrade, privilegije, državno penzijo, to je bil trium liberorum, skratka, bil je oproščen davkov, kot da bi imel 3 otroke, čeprav jih ni imel. Ampak v enem epigramu toži, da je en kon, ki je bil znamenit, dirkaški kon, veliko bolj slaven od njegove poezije, da ljudi veliko bolj to zanima kot pa poezija. Kar je pač nek tak izraz, mogoče tudi lamentacija, užaljenega pesnika,
pesniki imamo redko dovolj hvale in slave. Skratka, lahko, da je to, lahko pa je pač odraz razmer, kakršne se v ti podobne kulture, kot je velimestna kultura, najbrž slejko prej začnejo pojavljati. Ampak nekaj drugega je pa tudi res. Jaz se ne vem v resnici prav veliko, no, ampak eno od stvari, v katerih nekaj malega mogoče vem je, kako je bilo, kakšen je bil status poezije v stari Grčiji. Očitno dejstvo pa je seveda, da je imela neprimerljivo večjo vlogo v tistem življenju, kot jo ima danes. To je bil pravzaprav osrednji, ne samo umetnostni medij, ampak tudi pač, ne vem, religiozni medij, tudi medij filozofije v veliki meri, medij javnega življenja, ne, tragedije, velike, znamenite tragedije, od katerih se je pač promil majhen ohranil, so bile izvajane v gledališču, ki je sprejelo do 15,000 gledalcev v državi, ki je bila majhna, ki je danes takšno gledališče sploh na svetu. Ne. In to v svetu, kjer ni bilo, ja, mislim, še Stožice so skoraj manj sprejmejo, kot pa jih Dionizovo gledališče v Atenah. Še druga stvar je, takrat ni bilo medijev in ni bilo pretoka javnega življenja, te ožilje medijsko ni obstajalo kot danes, ker takšnim dogodkom, kot so bile dramske predstave, daje spet še veliko večji pomen. Takrat se je javnost ustvarjala, ni se ustvarjala vsakodnevni medijski cirkulaciji, ampak takrat, ko so se ljudje zbrali v takšni množici, ne, nekateri bolj duhoviti literarni zgodovinari domnevajo, da je tam bilo več ljudi kot pa na zborovanju skupščine, kjer so bili pa vsi svobodni državljani lahko, ki jih je pa bilo le več kot 15,000, ampak tam je bilo bolj dolg čas, ne, v gledališču se je pa nekaj dogajalo, so najbolj rajši prišli tja. Pa še seveda, to je treba reči, ne, šolstvo, naprimer, zdaj, ko govorimo o Grčiji, to je seveda strahotna poenostavitev reči, kako je bilo pri Grkih. Vse je bilo zgodovina zelo dolga, bilo je našteto polis državic, ki so bile različne po politiki, po kulturi, ampak mi ponovadi mislimo na Atene, ko to rečemo. Ne. In recimo vzgoja tam, ali pa izobrazba je bila zelo, hitro se je končala, no, precej bazična je bila, da tako rečem. Razen potem, ko so sofisti prišli, ko so privatne šole odprli, ki so bile drage, ampak no, to je bilo nadaljevanje tega. Ampak v šolah, kakršne so bile sicer v uporabi, so se pa učili brati, malo računati, malo glasbe, malo so telovali, pa Homerja so se na pamet učili. Skratka, že zaradi tega je jasno, da je bil tisti primarni medij kulture, pa enkulturacija bila poezija. In najbrž je s tem tako, če si tako okrožen ali tako izpostavljen poeziji, potem neka senzibilnost hočeš nočeš izoblikuje. Zdaj, ali je to zelo široka senzibilnost, ali je pač mogoče omejena, sem na nek tip, ali potem misliš v heksametru, če se ga toliko učiš na pamet, ali ne, tega ne vem. Ampak mogoče je analogija s tem, kot pravijo za Eskime, ne, da imajo ne vem koliko izrazov za sneg, pa za odtenke snega, ki jih pač nek človek z drugačno temeljno izkušnjo sploh ne loči, je morda nekaj podobnega s tovrstno senzibilnostjo, ne, da v tako intenzivni prisotnosti poezije v kulturi pač to je drugače, kot pa če tega ni. To bi si pa skoraj drzno reči. Seveda, zdaj ni formalna poezija, pa forma v poeziji ni merilo vsega, ne. Ampak včasih sem pa vendarle, moram reči, se čudim, ali pa sem osupil, ko vidim, kako kakšni igralci ravnajo z dramsko poezijo v verzih. Kot da bila napisana v verzih zato, da jo teže brati, ne. Kot da ne bi metrom bil instrument, na katerega ne bi igralec igral. So seveda tudi drugačni, jasno. Zdaj bi kar nadaljeval v zvezi s tem, kar ste zdaj govorili, ampak bi avtorica najprej vprašal. Danes smo videli, tlele, pravzaprav slišali 4 zelo zanimive stvari. Najprej glasba,
potem vaša pesem, potem debata, potem pa vaše mnenje o znanosti. Različni nivoji. Koliko se vam zdi naš jezik poln, a lahko zapišete tisto, kar čutite? Slovenski jezik, mislim. Tako je. Jaz sem tudi rusistka, ne? In me je zaznamovala v veliki meri še takrat, ko sem pisala prozo, ker začela sem pisati, bom rekla, uriti svoj izraz v prozi. Potem pa, ko sem pač doživela to samo osvoboditev v poezijo, je bilo to res kot nekaj najbolj naravnega. Hkrati pa še v tistih letih, ko sem pisala prozo, sem brala poezijo predvsem Ane Ahmatove in pa Danteja. Ahmatova zato, ker sem žal tako oddaleč gledala njene verze, ker vse, kar sem prebrala, je bilo tako, kot bi poznala. Zdaj, ker proučujem pa tudi, kot sem rekla, stare slovanske rokopise, stare cerkveno-slovanske, gre za več ali manj rusko varianto stare cerkveno-slovanščine. Seveda to v nekem smislu pušča v meni nek patos oziroma zven, dobesedno zven. In pogosto slišim verze v izvirnem navdihu svojem v ruščini, naprimer, ali v stari cerkveno-slovanščini in tako naprej. Ampak se držim popolnoma tega načela, da vem oziroma zavedam se, da kolikor pač morda kakšni pesniki prestopijo v druge tuje jezike in tako naprej, mislim, da se je treba zavedati, da je zares dobra poezija kljub vsemu pisana v maternem jeziku in mora biti takrat pisana. Torej, preden jaz zapišem vers, traja, da se to pregnete v moji zavesti v takšno obliko slovenščine, kot vem, da najbolj adekvatno ustreza tistemu, kar pač mora, in pomenu, in zvenu. Ko napišete vers, imate podoben občutek, kakor takrat, ko igrate? Zdaj, kar igram, moram vsem povedati. To je plod, predvsem moje prijazne učiteljice Zrinke Vlažič, ker igram šele 2 leti. Tako da to, kar ste slišali, morate kljub samo vzeti malo s prizanesljivostjo, ker pač sem šele začetnica, ampak pač imam glasbeno izobrazbo, ker sem igrala več kot 11 let prečno flavto, potem pa sem zelo veliko let preživela v tem intenzivnem poslušanju predvsem ruskih skladateljev in potem sem se pač kar naenkrat zavedala pred 2 leti, da pač sem si to celo življenje želela. In v tem smislu mi je pomenilo morda, res to moram tudi povedati, da je ta zbirka nastajala v veliki meri v zadnjem času, takrat, mislim prav v zadnjih 2 letih, ko sem se začela učiti violončelo. In ker sem prvič, ko sem začela igrati violončelo, končno, ko sem igrala flavto v mladosti, nisem nikoli mogla izvabiti iz flavte tisti zvok, kot bi si ga želela. Sedaj pa prvič lahko prilagajam, poslušam, celo se zavedam prvič svojega posluha v tem smislu, kot ga recimo pri flavti nikoli nisem mogla, ker gre za čisto drugo rezonanco, pač čisto drugo. In tako, ja. In to je pri verzu pač seveda mislim, da pesnik Brane Senegašnik lahko zelo pritrdi, da to branje, zlogovanje, pač branje na glas pesmi, kljub temu, da pesem vseeno nastaja globoko v notranjosti, ima zelo velik pomen.
prav ta zven, ampak zdaj ne govorim grajenja učinka poetičnega na zvenu, ne? Na igranju z besedami in tako naprej, proti temu vsem. Sam še to vprašam, Ja. pa uspete z verzi izraziti tako stvar, kot jo človek doživi, ko raziskuje in nekaj novega odkrije? To sem že zadnjič povedala. Celo življenje sem ponavljala, da se mi zdi, da je tako, da tista fraza, da se z besedami opisati ne da, je res samo fraza. In da se preprosto izgovor za lenobo, morda. Mislim, da se moramo truditi, naprezati v tej smeri, da bi se res dal vse izraziti z besedami. Ja. Tako se mi zdi. Celo glasbo. A ste kdaj kakšen vers svoj v tujem jeziku poslušali? Sama sem jih prevedla, pa edini. Kjer jezik vam je bil bolj všeč? Ja, ne gre za všečnost, no tukaj. Zakaj to sprašujem? Je povezano s tem, ki ste rekli, z melodijo, ne? Ja. Tuji jezik ima drugačno melodijo in ista misel, ko jo izraziš v enem jeziku, je lahko drugače izražena, kot v drugem jeziku. Seveda. To je ta zanka prevodne poezije, ja. Če je sploh smisel v tem. Hvala. Se pa lahko tudi človek vpraša, če je to ista, če je to še vedno ista misel. V drugem jeziku. Tudi ravno zaradi teh melodičnih. Jaz vam sem verujoči najlepše zahvaljujem. Tudi vsem vam, ki ste prišli na ta pesniški večer. Morda, če nažalost, ali pa pač tako je, da k človeškosti spada tudi pozaba in to post pozabe, je na drugi strani poezija, po mojem mnenju, tista, ki hrani in ohranja spomin, oziroma ostrino spomina. Še enkrat vas ob tej priložnosti, še enkrat se zahvaljujem Neži Zajc, da nas je nekako združila ob izidu te njene pesniške zbirke Igla v mrku. Meni je bilo veliko čast, da sem imel priložnost vsaj malce sodelovati pri nastanku te knjige. Še enkrat vas vse lepo vabim k branju knjige, vabim vas tudi na prihodnje dogodke v okviru tega našega niza humanistične korespondence. Več podatkov najdete na spletni strani Inštituta Nove revije. Vsekakor bi pa za zaključek, še enkrat, če se vrnem tistemu, kar sem prej rekel, da nekako en vers dobre pesmi od tehta marsikaj, bi prosil Nežo, da za zaključek današnjega večera prebere morda meni osebno eno najbolj ljubih pesmi iz te zbirke, zadnje sklepnega cikla Motrenje. Pesem, ki na nek način skrivnostno spregovarja o tem, kako v bistvu govorice tudi nekako sodi molčanje in morda tudi je zato primerno za zaključek današnjega večera. Hvala vsem, hvala tudi Slovenski matici še enkrat. Hvala. Molčanje. Potem več ne imenuješ. Naprej skozi neznosnost udarcev žgočih seme pogrešane nadaljuješ. Da poslednjega ljubiš, si onstran njega hrom, ves čas neizrečeno dolguješ jasen drget in nemoč, klečanje v snu in še malokrvno staro hostjo. Saj v zelenem soncu bos premakneš stene dolge srebrnih prašnih solz.
da vstopajo za tebojo potekave, bele vile se spletajo v snop trave sedmere absintne. Razodetje čakate samo, da vse jezdece skličeš, iz besed zanetiš kruh, da barko, kakor vso pusto z omrežjem iz karmezina potem s sajami opišeš. Se pozabljen zdavnaj krog, za praznik zdaj še zbrišeš, da nihče ne omahne v kot, le med sencami prestopajo hudodelci črnih serisov, zadnji bojevniki s krvnimi pečati nepozabnih verzov in potem padajo čez rob, zaznav vseh hrepenenj. Da ne veš več, zavidne postave zunanjih svetlob, ne za usmiljenje ljubezni živih smrtnikov. Najlepša hvala vsem, ki ste danes prišli.